Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi delovanje kisoškega podjetja EVE Elektroprom. Z nami v studiu je lastnik tega podjetja, sicer pa že nekaj let upokojenec, gospod Janez Vidmar. Dobrodošli. Lep pozdrav, dober večer. Dejal sem, nekaj let ste kot upokojenec, prejemate pokojnino, ampak še zelo močno ste vpeti v samo delovanje podjetja. Pa lahko rečemo, da vas kar vsakodnevno videvamo v prostorih uprave, pa tudi na drugih koncih podjetja EVE Elektroprom. Ja, moram povedati, da sem kar vpet, no. Sicer prejemam seveda pokojnino. Ne vem, kako bi si lahko predstavljal, da bi recimo moral prenehati hoditi v podjetje, kjer se veliko še ukvarjam z razvojem podjetja, z novimi investicijami, z pregledom dela, kaj se dela. Vsekakor pa so za posamezna področja ljudje zadolženi in tudi samo vodstvo podjetja imamo urejeno in se v bistvu bi, lahko rečem, šlo tudi naprej brez mene. No, to je lepo, ne? Pogledati takole, da lahko podjetje gre tudi brez... Tako, da lahko mirno tudi odideš in zadeve tečejo normalno naprej. Še vedno smo nekako v nekem gospodarskem krču, sicer so neki rezultati že boljši. Kako je nekako vaše podjetje prebrodilo to krizo, ki, lahko rečemo, še kar traja? No? Ja, kriza še kar traja. Čeprav naše podjetje niti ne bi imelo krize, če ne bi izgubilo precej denarja v stečajih gradbincev. Kar nekaj gradbincev smo bili z njimi povezani in izgubili tam precej denarja in ta denar, ki smo ga izgubili v stečajih, seveda ne bomo dobili. Razen davka verjetno, ko bo stečaj končan, da dobiš davek nazaj. Sicer pa kar dobro delujemo, vse dejavnosti delajo, seveda je pa stvari treba bilo vzeti v roke v tem smislu, da delaš v bistvu za manj denarja, da moraš hitreje delati in da moraš v bistvu za tisti denar, ki je na razpolago ali pa kjer posel dobiš, moraš to storitev opraviti in to pozitivno. Vi velikokrat rečete, treba je biti boljši od drugih. Ja, to je zelo enostavno pravim, ne. Samo to, treba je biti boljši in mogoče sem že tukaj kdaj povedal, lahko delam tako kozarc ali pa Mercedesa avto, ampak če ga bom naredil seveda še boljšega, pa malo cenejšega. In bom uspel. Ampak to je pa težko biti, ne? Ampak to moraš biti. Tisto, kar delaš, moraš nekako stremeti za tem, da si najboljši, ne? In to je težko, to ni enostavno in se tudi zgodi, da nisi najboljši ali pa da ne narediš najhitreje, ampak v tej smeri se moraš truditi. Tega se moraš zavedati. Drugače ni rešitve. Je pa treba imeti za to ekipo. Prej ste že pohvalili, da tistim, ki ste jim prepustili vodstvo podjetja, dobro delajo, ampak verjetno tudi tisti pod njimi. Verjetno je treba veliko enega usposabljanja, biti pripaden podjetju, ne samo hoditi na delo po plaču, ne? Ja, ena izmed stvari je seveda pripadnost, ki jo moraš pravzaprav privzgojiti. Moraš jo tudi zorganizirati, da so pripadni ljudje. Potem je seveda izobraževanje in še bolj pomembno je, da je pregled nad vsem delom. To se pravi, tisti vodilni, ki posamezna področja vodijo, to je pa pri nas kar veliko področij, ne? In tisti vodilni morajo skrbeti, da je res upravljeno tako, kot so se dogovorili, ne? Brez tega, da ni dobre kontrole izvedbe del, potem ni uspeha, ne? In tam je tudi
ali je slabo narejeno, ali je prepočasi narejeno. In ta kontrola izvedbe mora biti ne glede na to, da so delavci dobri in seveda brez tega, da ne bi bili dobri delavci, pa itak ne moreš kvalitetno in dobro narediti. Delavci morajo biti dobri, sposobni in pripadni. Kje mogoče opažate tu razliko med tistimi, s katerimi ste nekako stopili na ta podjetniška pota, ali pa so se vam že zelo zgodaj pridružili, govorimo o pripadnosti, pa tistimi, ki so recimo mlajši, ki so se pridružili v zadnjih letih. Je tukaj razlike? So tiste starejše generacije bolj vzgojene v pripadnost kot mlajše? Jaz vedno povem, da to ni nič boljše zdaj ali pa prej. Vedno so ljudje pripadni, če jih organiziraš in če tako delaš. Ni treba. Veliko ljudi reče, ja, včasih so bili pa ljudje pridni, zdaj pa niso. Pa to ni res. Tudi zdaj in tudi mladi so ravno tako pridni, če so pridni in če so dobro, če je organizirano in da jim daš delo. Ne pa, da so zdaj niso pridni, včasih so pa bili. Tako da tukaj ni bistvene razlike med pripadnostjo starejših delavcev ali pa ki so že od začetka, tisti, ki so od začetka so bili v pokoju, bili pri nas, ampak kljub temu te starejši ali pa mlajši, tudi mlajši so zelo v redu delavci. Koliko pa je pri vsem tem pomembna plača, višina plače, pa redno izplačilo vsega tistega, kar nekemu delavcu pripada? Je to zelo pomembno po vašem? Je pomembno, sigurno, da je. In moram reči, da pri nas nekatere stvari kar dobro obvladujemo. Do danes v vsej svoji karieri še nisem zamudil z nobeno plačo, pa tudi ne, da za dogovorjeno plačilo ne bi bilo plačila. Vse to je redno. In to že več kot 47? 47-48 let. Ja. Tako, vse skozi. To lahko trdim in lahko pokliče kdo, če je bilo kdaj drugače. In to še vedno je. Res pa je, da so bile plače v preteklosti tudi boljše že pri nas. Ne? In kar nekaj mi jih je že povedalo, ko imajo izračun za pokojnino, da imajo iz obdobja, ko so bili zaposleni pri nas, uračunan pokojnino, ker je bilo boljše plačilo kot pa pozneje. Pa karkoli. No. V glavnem so bile včasih še boljše plače, zdaj niso tako dobre, priznam, vendar za savske razmere in pa za možnosti, ki so še vedno so sorazmerno dobre. Pa ne bojo tiste malo nižje ali pa tisti malo bolje plačeni. Če primerjam druga podjetja, smo še kar solidni, mislim, da smo. No. Že prej ste omenili, da je veliko dejavnosti, pa je mogoče priložnost, da jih za tiste, ki jih ne poznajo, na kratko predstavite. Ja, da je malo reklame, kaj vse delamo. Ja, velikrat s kom govorim, pa na hitro reče, ja, to pa sploh nisem vedel, da vi delate. Ne? In mi res veliko dejavnosti upravljamo in mogoče nas je to v tej krizi tudi kar precej rešilo, ne? Ker nekatere dejavnosti so bile celo malo negativne, nekatere ravno toliko, da so se preživele, nekatere so pa dobro delale, ne? In so nas pravzaprav preživele skozi to krizo in skozi ta čas, ko moramo še poplačati te izgube na račun teh stečajev. Ne? No in med drugim so recimo najbolj pomembne elektroinstalacije, ne najbolj pomembne, ampak zelo dobro delajo vse skozi ali pa včasih še bolj zdajle ne tako dobro, ker je veliko tega drobnega dela, nekih velikih objektov, kot smo jih mi delali včasih, ne? Tovarne, letališča, šole, cel kup objektov, da ne govorim stanovanjsko gradnjo po par blokov skupaj, tega praktično ni več. Ne? In so manjša dela, veliko raznih adaptacij pa rekonstrukcij v manjših proizvodnih dejavnostih, naprimer steklarna Hrastnik veliko delamo, ne? Vse obnove. No in elektroinstalacije so pomembne še vedno, s tem smo pravzaprav začeli. Potem so tukaj potem še strojne instalacije, ogrevanje
centralno ogrevanje, strojne instalacije, vodovodne instalacije, plinske instalacije, klima naprave, to so vse te, bi rekel, storitve, ki so zelo pomembne. No, druga pomembna storitev je pa trgovina. Trgovina še vedno dela, pa moram reči, da manj uspešno. Tudi zaradi tega, ker je kupna moč ljudi, to se pa pozna manjša. Veliko podjetij v Zasavju je šlo v stečaj, pa tudi takšnih, ki so imeli res, ki so bile dobre plače. Tako, ne bojo podjetja, ki so tudi kupovala pri nas, pa jih ni več. Termoelektrarne, cementarne, recimo rudnika, ne? Rudniki. Sveja, ja. Cel kup podjetja do seveda ljudje, ki zdaj nimajo zaposlitve. Cel kup, to vemo, da je Zasavje med najvišje brezposelnimi. Mislim, da je tam okoli 20%, v Zagorju k sreči nekaj manj. In dogaja se to, da je ljudi pravzaprav v trgovini ravno toliko, kot jih je bilo. Kupijo pa bistveno manj. Bistveno manj. In je promet v trgovini seveda padel. Mi pa ljudi v trgovini moramo imeti in vedno mi trgovci jamrajo, nas ne more biti. Ne, da zaradi to tega je verjetno tudi spletna prodajalna zdaj bila zagnana. No, to je seveda tudi, bi rekel, novost pri nas in je nujno, ne, ker veliko ljudi tudi po spletu zdaj kupuje. To se najbolj vidi v akustiki. Ne, ko ljudje pridejo k nam v akustiko, se po navodila, po govorice, kaj je dobro, kaj bi kupil, potem se pa ne odloči takrat, ne, ampak odloči se doma pa kupi po spletu. Ne. Tako da mi smo odprli zdaj tudi spletno trgovino in je prvi odziv že prisoten. In mislim, da bo tudi uspešna. No. Tako da trgovina se je delno zmanjšal promet, ali pa promet se je kar precej zmanjšal, ampak bomo tudi delno omejili določeno prodajo. Potem so tukaj pa pomembne stvari, ki so pa zdaj zelo v porastu in se jaz tudi s tem veliko ukvarjam, to je pa soproizvodnja toplote in elektrike ali pa proizvodnja toplote na lesno biomaso. In lesno biomaso pridobimo mi v tem našem okolju, v Zasavju. To je les, ki ni uporaben za druge zadeve, za nadaljno predelavo, ampak predvsem za lesno biomaso, kjer ga lahko uporabljamo za kurjavo in ogrevanje. In pa so proizvodna zdaj tudi elektrike. To se pravi, tukaj v samem našem centru imamo tudi elektrarno na lesno biomaso, to je kogeneracija, kjer proizvajamo toploto in elektriko. Elektriko prodajamo neposredno v omrežje, toploto pa zdaj polet porabimo za sušenje lesnih sekancov. Manjka še proizvodnja recimo peletov, kjer bi za toploto poleti lahko to tudi porabljali več. Pa to lesno biomaso v bistvu porabimo, ki je tukaj v Zasavju na razpolago. Moram povedati, da se zdaj tudi ukvarjamo kar precej s tem razvojem in razmišljamo o možnostih nekega lesnega centra v Zasavju, zelo potreben, in ga ni zdaj, ko Sveje ni več, kjer bi lahko recimo ta les predelovali, vsaj do te faze, da naredimo razžagan les, pa posušen les in da posušimo ta razžagan les. In uporabimo te lesne odpadke za lesno biomaso in za nadaljno uporabo v tej smeri. Ne. Potem imamo še kotlovnice v raznih krajih po Sloveniji, še 12, manjših do 500 kW, kjer tudi lesno biomaso uporabljamo, in pa 2 kotlovnice na plinsko kogeneracijo, kjer pa uporabljamo zemeljski plin in proizvajamo elektriko in toploto. Tudi servisirate vse te kotlovnice, ne? Vse te kotlovnice, dobavljate energent, tam, vse v celoti. Mi skrbimo za energent,
servis, vzdrževanje in seveda potem po nižji ceni, kot je pa cena toplote iz kurilnega olja ali pa plina, to toploto tudi prodajamo. Tako da v tej smeri se precej razvijamo in delamo naprej na tem področju. S gozdarstvom se pa niste začeli ukvarjati, ampak imate to zunanje sodelavce, izvajalce, ki pripeljejo les, pa ga tudi potem... Absolutno ne. Zato so zunanji in so zato ljudje zaposleni. Ravno tako bojo te delali neki, bojo mogli delati ali kmetje ali pa recimo delavci, ki to delajo, čistijo gozdove in to potem pripeljejo sem. In tukaj imam tudi zunanjega sodelavca, ki naredi sekance iz tega, ne. Tako da vse to niso samo, to kaže na to, samo tisti, ki so tu zaposleni, zdaj pa kot dela, recimo, če dela elektrarna, zato je 3 do 5 ljudi zaposlenih v ozadju, da za to skrbi. Ne samo eden, ki skrbi za samo elektrarno in jo vzdržuje. Pa verjetno tudi kakšni prevozniki potem, ne? Prevozniki, treba to dostavljati seveda, na kotlovnico, v kotlovnico. Cel kup dejavnosti. No, poleg tega imamo še nizke gradnje, predvsem za lastne potrebe, recimo za razne kanalizacije in pa ta manjša dela, recimo zdaj, ko greznice ukinjajo, pa povezujejo odtok kanalizacije na novo kanalizacijo, na čistilno napravo. To naredi komplet načrt EVA, ne? Tako. In potem pridejo in to in izvedemo. Vključno do asfalta, ne? Z asfaltom. Vključno, ja. Pa recimo tudi čistilne naprave, tam, kjer ne bo priključeno na javno kanalizacijo, so pa čistilne naprave in tudi te ugrajujemo. In bo predpisano tudi, da bojo, mislim, da do leta 2017 morajo imeti v občini vsi ugrajene. Ne? Mislim, da kar po celi Sloveniji, ja. No, pomembna dejavnost je seveda potem kabelski komunikacijski sistem, ki ga imamo kar svoj kabelski sistem v 8-9 občinah. In v tem sistemu imamo seveda tudi storitev trojček, to se pravi televizijo, potem telefonijo in pa internet. Tako da ni več samo televizija, tako kot je bilo prvotno narejeno, tako kot ostali tudi nudijo. In seveda v tem sistemu je potem tudi naš kabelski sistem televizija. No, to bom mogoče potem še na nadaljevanju. In kabelski sistem, moram povedati, da glede na to, da smo veliko vlagali v preteklosti v njega, nam pa zdaj dobro služi, dobro deluje in kar stabilno ostajamo na tem številu priključkov. Kljub konkurenci, ki ker je kljub temu, da je zdaj zelo huda konkurenca. Ne. Ko smo mi pričeli, smo bili praktično monopolisti. Ne. Kabelski televizijo smo imeli samo mi v kablu, zdaj so cel kup ponudnikov, tisti, ki imajo kabel, kot je Telekom, pa te 2 do tistih, ki nimajo kablo, pa imajo vse to najeto. Ne. Ali pa celo preko satelitskih anten. Tako da to nam dobro dela in smo tudi dokaj, ne dokaj, ampak kar zelo uspešni s kabelskim sistemom. Potem je še storitev je še proizvodnja grafitnih ščetk, še vedno eden dela na tem in popravilo motorjev. In zelo uspešno in ima dovolj dela. To je cel kup takšnih naročnikov, ki ima neko posebno naročilo, pa nekjer v trgovini nadobi in to pri nas lahko naroči. Seveda, danes pa je pa ta informacija preko interneta, vsak ve za tebe, ne? In vsak lahko zve in zaradi tega je tudi tega naročila kar precej. Ne? Potem je poleg trgovine še bar Sedmica, ki je tu spodaj bolj zaradi tega, da so gostje tudi zadovoljni, ki pridejo v trgovino, pa obrtniki, ki pridejo, pa se tukaj v Sedmici ali dobijo ali se stajajo. In tudi seveda drugih gostov domačih. Vem, da je kar par družin srečujem, ki iz Zagorja gor hodijo redno na kavo. Pravi, da je tam najboljšno. Mislim, da je dobra.
in dela v redu tudi. Potem je seveda ETV, ki jo tudi vzdržujemo, tudi s tem namenom, da preko televizije reklamiramo kompleten sistem, pa kompletno dejavnost in pa seveda zato, ker je za vse krajane, predvsem naše zasavske, zelo dobra informacija in jo nekateri zelo dobro koristijo, nekateri malo manj. Nekateri, rekel, to plačajo dobro, nekateri pa malo manj, ne? Tako da televizija, veste, stane sorazmerno veliko in jo moramo kar nekaj prispevati zraven, da jo obdržimo pri življenju. Tudi glede na to, da smo 4 zaposleni in približno 20 zunanjih sodelavcev. Tako, in 4 zaposleni iz Zasavja, ne, ravno iz Zagorja, tudi tako drugod, in tudi precej sodelavcev. No in kot je bilo že prej povedano, tudi spletna trgovina, ki je zdaj v zadnjem obdobju se začela razvijati in mislim, da bo tudi dobro, ker imamo mi artiklov, ki jih je možno prodajati kar ne 25.000. To je kar ogromno in ko bo vse to na spletu, bo seveda tudi zanimanje za to sigurno in pa določeni materiali, ki jih vse lahko mi pripravimo, ne, pri neki gradnji, ne, kar ni posod ali pa vsak nima vsega tega. Ne. Tako da dejavnosti res veliko in vsak na svojem področju za to skrbi. S tem, da pa tudi prevozi so še vedno, ne? Če kdo kaj v trgovini kupi, ne, se tudi to potem... je jasno, v sklopu trgovine ali pa dejavnosti. Ne? In vse to lahko, ne lahko tudi pripeljemo, ne? Stvar dogovora. Včasih je recimo nekdo kupi neko betonsko železo, pa je naredi 10 evrov, prevoz je pa 20 evrov, mogoče nekam del, če bi samo to, samo za primerjavo da, ampak včasih je treba kaj doplačati v takih primerih tudi za prevoz. Ne. Drugače pa dostava seveda tudi brezplačna. Podjetje deluje, kako opažate skozi zadnja leta, bolj lokalno ali tudi širše po celi Sloveniji? No, mi smo itak bili znani, da smo delali ne po celi Sloveniji, ampak včasih po celi bivši Jugoslaviji, po drugih državah, tudi po Rusiji, vse povsod smo delali. Zdaj v zadnjem obdobju pa seveda po Sloveniji, po celi Sloveniji. Vsekakor lokalno lahko bi rekel, da pretežni del dejavnosti je izven lokalnega področja. To sigurno. Razen seveda trgovina. No, ampak spletna trgovina se pa razširila verjetno tudi na celo področje. In je v zadnjem obdobju kar precej tega dela tudi predvsem tega, zdaj, ko se ukvarjamo s tem ogrevanjem po celi Sloveniji, mi imamo recimo kotlovnico v Radljah ob Dravi, pa v Litijski občini, pa v Gabrovki in vse posod so te kotlovnice na javnih objektih. Za vse to skrbimo in je kar celotno to področje. No, pred lansko leto smo delali recimo zelo pomembno hišo arhitekta v Parizu, ki je delal Riko gradno, mi smo delali pa vse inštalacije, ne? In se tudi še kar dogovarjamo naprej o tej možnosti takšnega sodelovanja. Tako da smo kar precej razširjeni, prisotni vse posod. Ja. Prav je, da na tem mestu spregovorite tudi nekaj o tem, kako ste pa zadovoljni z vsem tistim, kar nekako je v pristojnosti države in naj bi pomagalo gospodarstvu. Pa pomaga? Z državo vemo, da imamo problem in da smo kritični. No, veliko stvari je narobe, veliko stvari nismo naredili, kar bi lahko. Prvič so razvidni administrativni ukrepi, ki so pravzaprav posod, sam je pri nas težje priti preko njih. Ne.
In veliko krat rečem, da sem tudi sposoben kakšne stvari urediti, pa tudi glede na velikost podjetja, ki je, me slišijo ali pa poslušajo, da določene stvari uredimo. In ravno zaradi tega se zavzemam, da bi take stvari lahko vsak obrtnik, pa vsak izvajalec lahko uredil in šel na občino in bi mu tam uredili. Ali pa na upravni enoti, ali pa kjerkoli, ali pa v Ljubljani na katerikoli agenciji. Ne? In to je še vedno problem. Še vedno so težave. Pa moram reči, da ko smo recimo iskali v zadnjem obdobju gradbeno in uporabno dovoljenje za elektrarno, smo vse uredili v sorazmerno ali pa zelo kratkem času, tudi s pomočjo upravnih organov in občine v Zagorju, da so šli na roko in celo na agenciji Arso, kjer so tudi izdali dovoljenje. Torej se da. To hočem reči, se da, ampak se moraš zelo potruditi, sam tudi, zahtevati to in to hočem povedati, da to bi moralo biti samo po sebi umevno in na upravni enoti pa na upravnih organih bi morali biti veseli vsakega obiska in reči, koga pa mi lahko naredimo. Tako kot je rekel tudi, kaj lahko naredimo Kennedy, ja, je rekel to, kaj lahko mi naredimo za državo oziroma kaj država lahko za nas naredi, ampak dajmo se tudi mi vprašati, kaj lahko naredimo za državo, tukaj ne pa občina tudi se vpraša, kaj pa lahko naredimo za vas, da boste rešili nekaj upravljati. No, in to se mi zdi pomembno in to je treba, čeprav so stvari precej popravljene. Je drugačen odnos, kot je bil v preteklosti, ker imam le izkušnje teh 45 let za nazaj, kako smo takrat, kak odnos je bil takrat na občini ali pa kak je danes. Ne. Tako da se to popravlja, treba je pa še popraviti. No, drug problem seveda je pa sama država. Država je draga za svojimi prispevki, mi smo najdražji na neto osebni dohodek za prispevki, največ moramo plačevati in smo zaradi tega tudi nekonkurenčni od zunaj, v glavnem druge države, pa celo te, kot je recimo Avstrija, Nemčija, ne samo Češka, Poljska, Bolgarija, pa to, so cenejše za svojimi dajatvami in prispevki. Preveč davkov. Pa recimo tak absurd, previsoki davki in prispevki za varovanje. In take stvari so pri nas v bistvu predrage. To. In seveda država mora tudi za druge stvari potem poskrbeti, da bo pokojninska reforma mora biti popravljena, delovnopravna zakonodaja mora biti popravljena. To ste precej velikokrat kritični, ne, da je toga. Izredno toga. Ne. Vedno trdim jaz najbolj enostavno stvar. Zakaj zaposlim jaz človeka ali pa delavca? Zato, ker ga rabim. In če podjetje ob neko delo, pa ob neko dejavnost in tega dela ne rabi več, zakaj je potem problem reči, hvala lepa, ne rabimo se več. Adijo. Pa mu daš roko in sta oba prijatelja naprej. Zakaj mora biti taka odpoved, pa take obrazložitve? Komu na čast? Se rabimo, se pokličemo, se ne rabimo več. Tako kot meni lahko vsak naročnik reče, te ne rabim več, ne boš več delal za nas. Ali pa to delo si upravil, hvala lepa. Ko bomo spet potrebovali, temu poklica. Pa bomo kot podjetje prišli spet nekaj narediti. In to mora biti enostavno. Ne pa neko, zakaj bi pa bil nekdo siguren, da jaz pa imam delo, pa če delam kaj, ali pa nič še to povrh, ne. Ali pa me pač ne smejo dati stran, ne. In zaradi tega mnoga podjetja ne zaposlijo. Seveda. Ker se bojijo potem, če bojo izgubili nek posel, da delavca, da ga bodo težko odpustili, ne. Sem prepričan, da bi bilo kar veliko novih zaposlitev pa enostavnih, če bi bilo to sproščeno, pa da bi bilo to
ko te rabim, te bom zaposlil, ko te ne rabim, pa zaključiva karijera. Recimo, v zdravstvu, ne, je recimo ta bolniška pri nas najdalje, ne, in je skoraj mesec pa pol moraš plačevati bolniško za delodajalec. Poleg tega, če bojo dokazali, da si ti kriv, da je delec povzročil nesrečo, bojo zahtevali za tebe povračilo in bom mogel jaz plačati vse zdravstvene storitve. To se mi je že zgodilo, ki je delavec jemu zamudil pri pregledu zdravniškega pregleda in so mi zaračunali vse zdravstvene storitve za delavca za 1 leto. Za 1 leto. Ampak jaz moram to zaslužiti. Pa sem samo 1 mesec zamudil pri tem zdravniškem pregledu. In vse to mora plačati delodajalec. In res ne vem, odkot naj dobi, poleg tega, da so še druge seveda dajatve in pa prispevki. To je narobe, ne? In tukaj bi mogla država narediti red in ne zadolžiti, da delodajalec skrbi za to, za take, rekel, zdravstvene stvari, ali to, da pa plačuje zdravstveni prispevek, je pa normalno. Ampak ne pa, da potem obremenjen še za take stvari, kar bi mogla poskrbeti zdravstvena skupnost ali pa recimo tudi na vse zadnje, ko se upokojiš in dobiš odpravnino, zato je odpravnina od zunaj skrbi sklad. Ne pa jaz. Ko pa, če bi jaz, pravijo, so težko zaposljivi taki pri 50 letih. Jaz bi mogel odpravnino plačati za vse obdobje za nazaj, namesto da bi nek sklad skrbel, da je takrat, če nekoga zaposliš zadnja leta, ne boš ti odgovoren za odpravnino. Sicer je to že nekaj zmanjšano, tako da za tista leta plačaš odpravnino, ko je pri tebi zaposlen. Take stvari so celokupno jih je in tukaj država bi mogla še narediti in mora iti v to spremembo delovnopravne zakonodaje. Potem je pa še drug spektar, privatizacija. Če pogledamo veliko teh podjetij, ki so v delni ali pa v celotni državni lasti, koliko je, sam rečem, včasih nagomilano nekih delovnih mest zaposlenih, da se človek včasih vpraša, če se tudi zaradi tega privatizacije v Sloveniji tako nekako ne oklepamo, se jo bojimo, pa tudi zaradi tega, ker od teh mnogih državnih podjetij se nekateri dobro napajajo, ne, če so pravi. Ja, to že vsi ptiči čivkajo, ne, da se pač nekateri napajajo. Državni organi ali organizacije ali pa kakorkoli, ne, iz teh določenih podjetij, ki imajo določene monopole in tako naprej, ne. Kot je Telekom, sploh imamo in zdaj najbrž, da nima več, ampak še seveda ima v redu prihodke, pa zavarovalnica pa cel kup jih je, ne, in ki se tukaj bojijo, da bi se banke, sploh poseben problem, ne, da bi se privatiziralo. In tukaj je to zelo prisotno, drugo pa seveda do 30 do 50% preveč ljudi tam zaposlenih. In jih moramo preživeti. Namesto, da bi ti ljudje delali, to sem že enkrat tukaj povedal, nekaj drugega. Namesto, da bi pobirali drve, šli past, se na njivi kje naredili, kje pridelali, pa to prodali. Ne pa, da tam obremenjuje neko podjetje, ki ga vzdržuje po svoje država. Ima določen monopol. In dokler tega ne bomo naredili, da zmanjšamo število ljudi tam, kjer to ni potrebno, ne bo nič drugače. Vi kar pogledajte primere, pogledajte, koliko Siporex naredi Siporexa, pa koliko ima zaposlenih. A veste, da jih ima 60 ali pa 50 do 60, da jih je imel pa 200, pa da danes proizvede več Siporexa kot pa takrat.
Pa koliko je še takih podjetij, ki so se privatizirala in to mora v tej smeri iti. Nimamo podjetja za to, da bo čim več zaposlenih, pa če imamo delo ali pa ne. Pa delamo zgubo, ne? Pa delamo zgubo. Pa gre potem v stečaj. To je treba spremeniti. Je pa res, da ta državna podjetja ne gredo v stečaj, če govorimo o bankah, ampak jih spet mi dokapitaliziramo. Ne? Ti imajo določen monopol in imajo tako ceno, da lahko živijo in da prvič lahko tukaj ljudi priživijo in drugič, da jih celo moramo potem država spet z določenim denarjem dokapitalizirati. Država smo pa vi. Država smo pa spet mi in zaradi tega imamo visoke prispevke, dajatve in davke in tako naprej. Potem imamo pa še kakšno čudno zakonodajo. To ste pa pozorili tudi ob nedavnem obisku predsednika Državnega sveta, gospoda Bervarja, z svojimi sodelavci, še nekaterimi državnimi svetniki, pri javnih naročilih. Ne. Zdaj je ponovadi tako, da zmaga tisti, ki je najcenejši. Včasih je pa tista cena takšna, da ko vi kaj preračunate tudi v trgovini, ne pridete skozi, kje je še delo, ne? To so rekel, čudne stvari, ne, in tukaj je treba seveda tudi narediti red, ne. Javna naročila so porazna. Prvič, tisto najcenejše delo je ponavadi podjetje problematično in ali ga ne izpelje, da podjetje propade, tudi to se zgodi. In to se zgodi predvsem preveliko manjših obrtnikih in podjetnikih, ko sploh ne vemo, ne, da so propadli. Malo močnejši, seveda se pa drugače znajdejo, so pa potem razni aneksi, dodatna dela pod vprašajem in tako naprej. Vse to se dogaja. In to, bi rekel, kar tako mirno tudi dopuščamo. Ne. Tako da javna naročila so zelo problematična in bi bilo treba tukaj veliko več reda narediti, da pa ne govorim, da sigurno najcenejši v končni fazi ni najcenejši. In je nekje se to potem pokaže. In zato se zgodi v parih primerih, ko nam dajo potem priporočene cene, nam pošljejo za določeno izvedbo del in včasih tam niti materijala ne moramo pokriti. Materijala, ko ga čist nabavno ceno, ki je pač nekje, ne vem, kje bi ga, edin, če bi ga ukradil nekje, ne, ali pa zastojn dobil. Zastojn se nič ne dobi, ne. V končni fazi vedno plačaš. In je nižja cena tista ponudbena priporočena, kot je pa samo materialna. To se dogaja. To se dogaja in to se lahko samo vprašaš, kam to pelje in kdo to potem plača oziroma kdo profitira. In izgubi seveda. Po kratkih oglasih pa še nekaj o vašem delu v stranki SDS. Prosim. Ko pa nosiš v vrečkih? Ni da ni. V EVE centru se vse dobi. V zadnjem delu oddaje bomo nekaj z gostom spregovorili še o njegovem političnem delovanju. Gospod Vidmar, še vedno ste zelo aktivni tudi na političnem področju, predvsem na lokalnem, kjer ste predsednik lokalnega odbora SDS že kar vrsto let, mislim, da tretji mandat. Ne, drugi mandat. Drugi mandat. Pa tudi včasih smo vas že videli na kakšnem protestu pred Vrhovnim sodiščem v času, ko je bil Janez Janša v zaporu. Kako gledate na svoje delovanje tu v občinskem odboru, pa tudi širše v Sloveniji? Ja, tako je. Več ali manj se to vidi, ampak
najbrž moraš imeti malo vesela za to, ne. Pa smisla, da se ukvarjaš tudi s politiko, ker vsak prav ne, pa pust politiko, pa tako, ne, to je težko. Pa je najbrž res kar težko, ampak malo imam pa vesela za to najbolj, da se s tem ukvarjam. No in sem drugi mandat zdaj predsednik občinskega odbora SDS v Zagorju, kjer imamo kar lepo število članov in sorazmerno dobro delujemo. In smo seveda prisotni tudi v občinskem svetu z 2 članoma, kar je sorazmerno malo. Ampak takšne so pač razmere v Zagorju, ne. Absolutno večino ima ta stranka Gremo naprej, ali kaj je že Zagorje, županova stranka in vse ostale stranke imajo po 1 ali pa 2 člana, ne vem, če ima katera 3. Ljudska stranka, mislim, da ima 3. Ljudska, da ima 3. No in v občinskem svetu tudi naši člani ali pa člana sorazmerno dobro delata in sta prisotna za svojimi predlogi, kar za nekatere druge najbrž ne moramo reči člane občinskega sveta. No, vi ste bil bolj za mene vprašali, jaz sem aktivn v stranki, vse skozi sem član od leta 90 te stranke in tudi mislim, da ima najbolj najbolj je zvesto načelom, ki ima vse skozi zastavljene in tudi ki jih je nekako osnoval že na začetku Jože Pučnik. In nažalost v Sloveniji to se ne upošteva, ne upoštevajo se, ljudje so, ne moram reči, da so ljudje pač takšni, da tako razmišljajo, ampak so bolj ljudje tako zavedeni. Mediji znajo to delati, določene leve stranke obvladujejo glavne medije in znajo ljudi prepričati na svoje mnenje, ne pa na tisto, kar bi moralo biti v bistvu tudi pravilno in res za vse. Tako da te stvari se bojo še popravile, se bojo spreminjale, bo pa še potreben čas. Čeprav smo čas mislili, da bo to šlo hitreje, da se bo hitreje razvijalo, da bomo hitreje spoznali vso napako našega socialističnega samoupravljanja in vodenja ene partije in vse napake, ki so se zgodile že med vojno in po vojni, ne napake, tako kot je rekel nekdo, ampak tragedije, hude tragedije. In se moramo tega zavedati, da ni tako, kot mi je rekel en direktor, pa bilo fajn, da bi slišal, kar bom povedal, pa tudi povedal sem mu. Ja, veš kaj, meni je bilo pa lepo. Mislim, da ni dost, da je samo tebi lepo, ampak da mora biti vsem enakopravno lepo, ne pa samo nekaterim. In da je on naredil lepo šolo, pa hodil na počitnice in tako naprej. Če je bil seveda pravilno usmerjen, to ni dost. In te stvari je treba popraviti in takih ljudi, ki tako razmišljamo, imamo nažalost pa pri nas pa bistveno preveč. Ko bi se mogli zamisliti, kako so pa nekateri živeli, kako so pa nekateri mogli skozi življenje jeti, nekateri pa za privilegije. In ta privilegij ni prav, da je samo za nekatere. Mimogrede, koliko podjetij je bilo po vojni razlastninjenih, koliko zemlje so kmetom pobrali, jih dobesedno uničili? Ne samo razlastninjenih, lahko kar rečemo pobitih. Tudi pobitih, veliko lastnikov, veliko intelektualcev med vojno in po vojni seveda, po vojni je bil pa itak masakr nad slovenskim ljudstvom. In seveda sem pa zagovornik tega, da se pogovarjamo zdaj o tem in končno se pogovarjamo, končno
ljudje vejo tudi to, ampak nekateri se še nočejo pogovarjati, se pa čez dalje več ljudi o tem pogovarja. Vete, čisto do prave sprave pa ni nujno, da pride in ni normalna, da bi prišlo, da se včeraj s temi nekoga najdražjega ubil ali pa likvidiral, danes se bo pa objemala. Vete, to čist ne gre, ampak se pa lahko pogovarjava in se poveva enemu drugemu svoje in si morava priznati, da sva to naredila ali pa da nisva naredila, pa zakaj sva naredila. Tako da sem zagovornik tega, da se pogovarjamo, druge sprave bo pa težko doseči. To so hude stvari bile in bo treba še kar nekaj preteč časa, da bomo preko tega rešili. No, da bo to res postala zgodovina. Prej ste omenili tudi delovanje nekaterih medijev. Verjetno ste tudi sami prebrali, velikokrat v tako imenovanih levih medijih zapišejo, dokler bo predsednik SDS-a Janez Janša, ta stranka ne bo nikoli več zmagala, da koga ne bo več, te stranke več ne bo. Po drugi strani pa, če pogledamo samo lansko leto, SDS je bila na evropskih volitvah zmagovalka, na državnozborskih volitvah je bila druga, zmagala je SMC, na lokalnih volitvah je stranka sicer ni dobila največ županov, ampak je dobila največ občinskih svetnikov. Torej, kljub vsemu, kar se je v tistem letu dogajalo, zapor Janeza Janše, je uspešna na nek način. Menite, da lahko z Janezom Janšo zmaga na kakšnih naslednjih volitvah ali so potrebne tudi tu spremembe? Jaz menim, da pravzaprav lahko pride do zmage, ne? Ampak po drugi strani pa seveda zelo težko, ker so vsi ti, predvsem levi mediji, usmerjeni na to, da seveda porežejo, onemogočijo kakršnokoli zmago Janeza Janša. Ne samo mediji, seveda tudi drugo, ko govorimo o ozadje, veste, delujejo. To deluje, ampak to ni določljivo. Ta pa je to rekel, ampak to deluje. Poglejte zdaj le nakup Dela. Kdo ga je kupil? Ne? Nekdo, ki je zelo vpliven v Forum 21, pa so o tem skoraj da ne govori. Zelo vpliven in je v tej smeri to pripravljeno, pa se novinarji, pa ta levi mediji nič ne sekirajo, pa nič ne kritizirajo, da je to narobe. Ker prihajajo z prave strani? Z prave strani, tako. In bo zadeva jim tekla z prave strani naprej, ne. Bog obvari, da bi pa recimo to neka desna stvar, ko še itak pa to imamo neki napako že od vsega začetka, kaj so levi, kaj so pa desni, ne? Ker pa nas so levi postali desni pa levi, ne? Vsi levi so bivši tajkuni, pa sedanji tajkuni in tako naprej, ali pa vodilni v teh monopolnih podjetjih, ne? Pa jih verjetno ni treba naštevati, pravimo, da so levi, poznamo, ne? Seveda, se to vsi poznamo, ne? Rečemo jim pa še kar naprej levi, ne? Ja. Tako da težko bo. Težko bo, no, mislim pa, da pri tem, ali je lahko, stranka sigurno je daleč najbolje organizirana v Sloveniji. Daleč najbolje in zato je tako uspešna vse skozi. In pa neuspešna zaradi tega močnega delovanja proti njej. Tudi takšnega, da onemogoča seveda do tega zapora, recimo, pa te patrije, pa take zadeve. Vse te stvari so pripravljene in organizirane in napirjene proti Janezu Janši, ker je pa človek, kot sem govoril zdaj, ko smo bili na tem izletu, z Tonetom Kuntnerjem, prav težko bo, ampak ga zagovarjam, ker je načeljen in ostaja pri pravih stališčih. Je pa načeljen, je rekel, on ne bo, politik, kot govorimo včasih, je pa nekdo mal politik, bo pa nekaj mal drugače zaval. On bo načeljen vedno do konca, pošten in tudi na račun kakšnega glasu na volitvah, kar sem mu že
sam tudi omenil, da bi bilo dobro tudi kaj drugače narediti, da bi Da zmagali. včasih ne bi kaj tweetnil. Ja, Da včasih ne bi kaj tweetnil. ali tako pa kaj ja, zapisal, tako ja, pa. tako. In A, to bo ampak- težko. Ampak ne bo on od svoje smeri odstopil. Ne bo in ga bojo seveda njega, rekel, je prvi na vrsti, v prvi vrsti pri tistih, ki ga morajo pa onemogočiti. Dejal sem prej, da ste upokojenec, da se ukvarjate z, da ste še veliko prisotni v podjetju, da ste aktivni tudi v politiki, ne, kot predsednik lokalnega odbora, da organizirate velikokrat kakšne izlete, da ste podpornik Zagorskega okteta, tudi podpornik kulture, tudi naš podpornik, ko gre za kakšno našo kulturno prireditev. Kje še najdete tisti čas, ker sam vas recimo zanima, no? Čeprav verjamem, da vas to vse zanima, ne? Sicer ne bi tega delali. Ja, tako kot si rekel, ne, sem podpornik, pa bi rad bil še večji, ko bo v firmi še boljše šlo, bom še boljši podpornik ali pa še večji. Sicer pa, kukar se pa da, pa seveda predvsem kulturno področje, kulturo zelo podpiram. Mogoče šport menj, ker sem bolj zagovornik tega, da se moraš športom sam nekaj dati za to, če se rad ukvarjati s tem, ne pa da to ne vem kako podpiraš. Ne. Teči po klancih in čisto poceni. Laufi pa deli pa tako, je čisto poceni. Ni treba to kaj posebej podpirati, kot pa neko kulturo, petje, igro in tako naprej, pa take stvari, ko jih imamo tudi tukaj in jih tudi tukaj organizirate. Sicer pa seveda pravzaprav veliko stvari rad delam in mi je hobi tudi delo. Dobesedno hobi, tako kot sem prej na začetku povedal, bi težko shajal brez tega dela v firmi, ne? Ker mi je to dobesedno hobi. Največji hobi je meni pravzaprav včasih sem šel rad na lov, zdaj to ne, ampak odhod v Vežnico, no. In tam nekaj delam in v Vežnici imam kmetijo, kjer imam tudi živali. Seveda ne skrbim čisto za vse sam, ne, ampak precej stvari pa, ne. Žena ima gor vrt, za vrt skrbi in vse ostalo kot ženske, ne. Seveda kar preveč, ne, je skrbna za vse take stvari. Jaz pa za ostale zadeve, pa da grem v gost, pa tam, kjer pa seveda imam konje, ki jih imam zelo rad, se mi zdijo izredno primerni, pa se nikoli nisem s tem ukvarjal in prijateljski in prijazni, tako da če znaš, tukaj se tudi vidi to, no. Če znaš z živaljo pa s konjem delati, pa pravijo, da te brcne, pa te ne bom kol brcne, ne. In bo zelo prijazen s tabo, ne. Če pa ne znaš, pa če si pa nesram do njega, pa seveda lahko kaj preleti. A ni podobno tudi z ljudmi? No, a ni podobno? Ja. Vas ne brcnejo, ne? Ja, tako. Pa doma imate 3 punce, Sam ne? so konji bolj iskreni, ne, pa ljudeh se kaj Tako, ja. zavija. Ja, pri konjih je pa iskreno to. Ja. Imate 3 punce doma, ne? Tako, to so v bistvu punce, ampak Vsaj so vnukinje. dve vnukini sta pesnici, ne? Ja. Postajata pesnici, no? Tako, tudi med drugim. Ne, Tudi med drugim, ja. Plesalki. Ja. Od Boštjana so plesalki zelo uspešni, ne. Tudi na mednarodnem področju, pa tako vse povsod, ne. Mlajša od Alenke Tana je izredna ljubiteljica pa živali in med drugim tudi konj. Jezdi, svoje jezdi veliko in ima že svojega konja. Tako da je izredno veselje res za temi biti skupaj. Sem zelo vesel ali pa sva vesela, ko pridejo v Vežnico, jih je žena seveda velikokrat povabi ali pa se tudi tako oglasijo in smo tam gor skupine. Tako da je zanimivo, da je mi pravzaprav
druge stvari niti ni veliko. Glavno mi je to, da gremo v Vilnico. Včasih smo imeli na morju tudi stanovanje, pa nimamo zdaj več nikjer. Mladi imajo drug sistem dopustovanja, hodijo po svet. Ni pomeni, da bi na eno mesto hodili na morje. Ne. Potem mi dva pa mogoče enkrat, dvakrat na leto kakšne toplice za 2-3 dni, par dni. Ne. Maj se pogreti, ne? Mal pogreti, ne. Ja. Drugega pa, se pravim, zelo rad grem pa v Vilnico. Skoraj bi lahko rekel polet, čim sem prost, kadar ni kakšne druge obveznosti, že letim gor. Ja. Včasih tudi s kakšno knjigo v rokah. Radi berete, ne? Ja, tudi gor so kar pripravljene. Ja. Tako da ponovadi so kar 2-3 v obdelavi. To je pa tudi... Pa še vedno doma vzamem včasih harmonko v roke. Še vedno zaigram, tako da bi rekel nek tist približni nivo še vedno, kot sem vedno lahko zaigral. Ne, vse ne, ampak Neki pa, ne? Neki pa, ne. Eno imate pa celo v galeriji EVA, ne? Da lahko kadarkoli kaj zaigrate. Če bi pačla potreba, da bi tla Ja. zaigral. Ampak zdaj na prireditvi EVA, oziroma prireditvi ETA v obletnici so bili dobri glasbeniki, pa niste pa nič zraven Ja, zaigrali. seveda, če so dobri. Riko potem- Majcen, ja, Jernej Pikar, tako. pa Anja Pusta-Klajevic. Zelo sem užival na tej prireditvi. Ja, Enkratna je bila. V vseh ozirih moram reči, da sem se kar poglobil v poslušanju pesmi. Izredno dobre pesmi so bile, da se lahko poglobil in sam kulturni program. Enkraten, no, tako da je bila Stavo, ki je še lepa. vedno na ogledu, Ja. lahko pridejo pogledati fotografije. Res lepa Tistega, prireditev. kar v Zasavju že skoraj da ni več, ne? Tako, ja, So povedali. tako. Ne Lepa deluje več. prireditev in tudi lep obisk. Tako da Tako je. bilo zanimivo, zelo lepo. Se vidimo drugo leto, ne? Ja. Hvala za obisk v vašem studiu, pa zagotovo še kdaj dobrodošli. Hvala vam in vsem seveda lep pozdrav. Tudi v mojem imenu, po zasavsko, srečno.